Novomeške mažorete so na nedavnem evropskem prvenstvu, ki se je odvijalo v Beneški laguni, dosegle nekaj, kar je bilo še pred leti nepredstavljivo. Na prvenstvu je sicer sodelovalo 23 klubov iz 5 evropskih držav, mažorete iz Novega mesta pa so stopile na sam vrh, saj so osvojile številne medalje v več kategorijah in se okitile z naslovom absolutnih zmagovalk tekmovanja. Je bilo naporno, tako čustveno kot fizično, ampak res prihajamo nazaj s polnimi srci in vse navdušene in smo zelo ponosni na vse naše dekleta, sploh kot trenerke, in mislim, da je bilo to ena izmed najlepših evropskih, sploh za mene. No. Če so številne te uspehi kar nekoliko presenetili, pa novomeške mažorete že dalj časa trkajo na vrata takšnim rezultatom. Upali smo, sigurno, vedno upaš, sploh zdaj zadnjih nekaj let, ko so res tako konstantno uspešne punce. Nikoli pa ne veš, no, v resnici, kaj se zgodi, lahko je tisti moment, da gre nekaj narobe, pa se lahko cel nastop poruši. Tako da ja, smo zelo zadovoljni. No. Ob številnih uspehih na tem tekmovanju je eden med njimi še posebej izstopal. Definitivno to, da smo postali absolutne prvakinje evropskega tekmovanja. To pomeni, da smo v bistvu osvojili največ medalj v vseh kategorijah, torej par, solo in skupine. Tako da to bi mogoče najbolj izpostavila. Za ta izjemen dosežek so prejeli prestižni prehodni pokal in denarno nagrado v vrednosti 1500 evrov. V klubu pa so odločeni, da imajo vse njihove skupine enako možnosti za uspeh. Še vedno so nekje najbolj pomembne vedno skupine, to je res tudi za gledalce, se mi zdi najlepš gledati, ko je res 17 punc na parketu, vse plešejo tako kot ena, ne. Ampak še vedno smo ponosne na vse, no, tudi na tiste najmlajše solistke, da si sploh upajo iti na oder že pri, 9-10 letih same odplesati predvsem in da res tako dobro delajo, je res lepo videti. To prvenstvo je bilo tudi za vsa dekleta, ki so tako uspešno nastopala, dogodek, ki ga ne bodo nikoli pozabila. Tudi one še nikoli niso doživele tazga navdušenja, tazga uspeha in mislim, da so tudi same zelo bile ponosne na sebe. No. Sej pridejo kdaj kakšni kregi, to je povsod, to je normalno, ampak na koncu, ko je treba, se mi zdi, da tako lepo skupaj stopijo. Tudi mlajše in starejše, ki niso dejansko skupaj v skupini, ne trenirajo skupaj, ampak še vedno, ko je treba držati pesti, za katero navijati, res vse skupaj stopijo, no, in so enotne. Večkrat so poudarile tudi željo, da ponovno živijo seniorsko skupino. Upali smo, da bo letos, ampak še žal nekako ni šlo. Kakšna od deklet pač se odloči, da ne bo več plesala. Že tako pač bi bilo malo seniork, letos pa pač ni šlo, tako da bomo počakali naslednje leto, če bo uspelo. Veseli pa dejstvo, da je zanimanje za mažoretno dejavnost med dekleti danes resnično veliko. Zdajle nas bo letos že blizu 100, tako da čeprav nam ni uspelo seniorske ekipe ustanoviti, nam je pa letos uspelo ustanoviti ekipo naših mamic, oziroma so se združile mamice od naših mažoret, tako da one tvorijo zdaj čisto novo ekipo, jih je tudi 16, tako da so zagrete, pridno trenirajo in se veselimo, no, da vidimo, kaj bodo pripravile. Mažoretne mame so že opravile svoj prvi trening, dobre volje ni manjkalo in tako predstavljajo dobrodošlo popestritev klubskega dogajanja. Kakšne 3 klubi sigurno jih imajo in so tudi tam zelo, se mi zdi, navdušene te mamice, še bolj kot naše mažorete včasih, da se lahko to naučijo in skupaj zaplešejo. Se mi zdi, da se povežejo še bolj, ne? Da potem tudi mogoče mamice bolj razumejo, kako je puncem, ko se to učijo, da ni to tako lahko, ne, kakor zgleda. In punce mislim, da so kar ponosne, da vidijo, da njihove mamice tudi, da jim je všeč ista stvar kot njim. No. Ali lahko sploh nadgradijo uspehe, ki so jih dosegli na tem prvenstvu? Se da, ne, še vedno pač, sploh na evropskem tekmovanju, na državnem smo že dosegli najvišji vrh, na evropskem, no, nas pa še čaka nekaj dela. Kljub zadnjim uspehom pa so njihove misli in želje že usmerjene v prihodnost. Predvsem po teh nekih stopinjah, kot jih že zdajle rišemo zadnjih par let, ampak tako, kot sem prej rekla, lahko ciljaš in planiraš in delaš ne vem kaj vse, ampak potem na koncu na tekmovanju je tista sekunda, se mi zdi pomembna, ali so punce res zbrane, ali jih karkoli zmot, pa lahko gre ena malenkost narobe, pa se potem vse poruši. No. Tako da me še vedno gledamo tako, da pač probamo punce navaditi, da odplešajo tako, kar najbolj lahko, da smo v vsakem primeru ponosni na njih, če so vložile veliko truda, pač je to. Tekmovanje v Beneški laguni je za novomeške mažorete najuspešnejše evropsko tekmovanje do sedaj.
O njihovih nadaljnjih uspehih pa bomo z veseljem še poročali.